Kot je rekla Sanja, ne, tukaj smo res taki entuzijasti, pa imamo tudi enih par res norcev, ne. Eden takih norcev je Mateja, ki sta 4-5 ur spi, dela na njivi, kuhava, potem, ko pride domov, še buhtle peče, vmes se z aktivizmom ukvarja, leta od Bovca do Maribora, vmes še pa malo na Dolenjsko skoči, tako da vmes ima še 4 otroke, pa 2 posestvi, tako da Mateja, zakaj tako, čemu in kakšna je tvoja vizija, ki jo želiš ustvariti? Se je živela vse povedala. Res, da sam direktno sem ti povedala. Lejte, ko človek prevzame svojo usodo v svoje roke, ni nič pretežko, vstaneš zjutraj in se zahvališ stvarstvu, da lahko vstaneš, da lahko delaš in da boš spet nekaj dobrega naredil, najprej za sebe, za svojo družino, pa ali pa še za skupno dobro. In ko enkrat doumeš, kaj je odgovornost, ravno 2 dni nazaj sva govorila s Primožem Dorjavo, verjetno ga večina izmed vas pozna, in rekel: Mateja, ljudje ne vejo sploh, kaj je to odgovornost. Veste, kdaj sem jo jaz spoznala? Ko me je tašča toliko potlačila, da nisem vedela, ali bom naslednji dan sploh še živa, ali ne bom. To je ta izkušnja, ki jo je lepo Sanja opisala. Najprej moraš ti sam na svoji koži doživeti, da doumeš, zakaj si tukaj in zdaj, kakšna je tvoja naloga tukaj in zdaj. In ko si rečeš, ne dovolim več nobene represije nad sabo, ampak te poje življenje še preizkuša, a si se ti že naučil lekcije, a si že sposoben iti iz 1. razreda v 2. razred, a ne? A si se že naučil pisati pa brati? In tako je tudi v življenju. In to, kar smo mi dali v šoli skozi, ni nič v primerjavi s tem, kar se mi zdaj učimo. Lejte nas, mi smo klele v bistvu bolj že stari norci, a ne? Ampak mi se še vedno učimo, a ne? Biti odgovoren najprej sam do sebe. In ko to enkrat doumeš, pa spremeniš minus ali plus v svojih mislih in ne dovoliš nobeni negativni misli več, da te vodi, takrat se v tebi vklop notranja moč, ki izhaja iz čistosti srca. In takrat vi dobite tak torpedo v riti, pa se pa dogaja to, kar je prej Irena rekla, pa to, kar mi vsi skupaj delamo, a ne? Ampak še nekaj morate biti pripravljen. Zdaj smo v času, ko je ogromno ljudi prebujenih. Razumete? Prebujenih. Ampak če pogledate, kako ti prebujeni komunicirajo, vidite, da vso odgovornost od sebe prelagajo na druge. Ti si to rekel, ti si ono rekel, ti si to kriv, ti boš za to poskrbel, ja, če ne bo tako, boš pa ti to naredil. A razumete? Zdaj se mi učimo prepoznavati, kaj je prav, pa kaj je manj od tega, kar je prav. A ne? In ko boste to doumeli, boste samo razumeli, da je to proces, ki se more nujno zgoditi, da bomo mi dojeli bistvo bivanja tukaj in zdaj. Kot si želiš, da bi drugi bili s tabo. A razumete to? A ne? Vedno naj vas vodi ta misel. Tudi če se zgodi kdaj, da nekdo govori nekaj, kar vi veste, da ni res, zapomnite si, to tak človek govori o sebi. Nihče ne more več vedeti o vas samih, kot le in izključno samo vi sami. Razumete?
To je bistvo samo odgovornosti, da znate razumeti, da smo se znajdeli v procesu, ki je neizbežen, ki je plod karme pretekle in pa vzorcev, katerih smo bili kot otroci deležni. In ko boste to dojeli, boste premikali gore. Kako se pa gore premika? Kamenček po kamenček. Bravo, Mateja, hvala res za tvoje misli, pa še bolj za dejanja. Res tvoja neizmerna energija navdušuje. To smo se danes tudi tukaj zbrali, da bomo ustvarjali z naravo.